Hamas morda prenaša več svoje skrite infrastrukture iz Katarja v Turčijo. Po poročilu izraelskega javnega medija Kan, ki se sklicuje na palestinske vire, skupina pripravlja prenos načrtovanja in kibernetskih operacij, potem ko je Doha uvedla nove omejitve za voditelje Hamasa. Poleg tega so v Veliki Britaniji aretirali globalnega direktorja lažne dobrodelne organizacije s sedežem v Turčiji in ga ameriške oblasti obtožujejo, da je tako imenovano dobrodelno organizacijo uporabljal za preusmerjanje denarja in zalog Hamasu. Skupaj ta poročila odpirajo še več vprašanj o tem, ali Turčija postaja osrednje operativno in finančno zatočišče Hamasa. Za več vpogledov v to, kako Hamas deluje finančno, se nam zdaj pridružuje Al Ofir, strokovnjakinja za gospodarstvo Hamasa. Al, lepo, da ste danes z nami na II22 News. Trenutno, sredi premirja, ko ima IDF še vedno nadzor nad več kot 60% Gaze, kako Hamas, če sploh, lahko prenaša sredstva v Gazo in iz nje? No, obstaja velika zmota, da Hamas potrebuje financiranje od zunaj. Večina financiranja Hamasa prihaja iz notranjih virov. Svoj denar zaslužijo v Gazi. Denar, ki ga uporabljajo in prihaja iz tujine, naprimer iz Turčije ali drugih krajev, ga uporabljajo za zunanje dejavnosti, ne znotraj Gaze. Torej, celotno vprašanje, da vsi mislijo, da Hamas vedno dobiva sredstva v Gazo iz tujine, ni res. Od zunaj dobijo veliko pomoči z vsega sveta, ki prihaja kot donacije in kot blago. In vsa hrana in viri, s katerimi svet zasipa Gazo, v vrednosti milijard dolarjev. Hamas pa pobira davke, pobirajo zaščitnino. Tako služijo denar znotraj Gaze. Pravzaprav je ena njihovih največjih težav, kako prenesti sredstva, ki jih zaslužijo v Gazi, za financiranje svojih operacij na Zahodnem bregu. Kako to deluje? Če Izrael trenutno nadzoruje vse koridorje, skozi katere prihaja in odhaja humanitarna pomoč v in iz Gaze. Izrael to nadzoruje. Mejni prehod Rafa na meji z Egiptom ni odprt. Ali Izrael dejansko nadzoruje del tega denarja in komercialnega blaga, ki se premika? Tega ni treba nadzorovati, ne gre za nadzor. Vprašanje je virov, ki pridejo v Gazo. Ko so enkrat v Gazi, Hamas jih obdavčuje. Hamas nadzoruje gospodarstvo Gaze. Tako so že leta tradicionalno obdavčevali vsako gospodarsko dejavnost v Gazi in to počnejo še danes. Vsa ta humanitarna pomoč na koncu ni razdeljena kar zastonj. Tudi organizacija ZN mora Hamasu plačevati zaščitnino, da jim ne ukradejo pomoči. In seveda, vsa gospodarska dejavnost, velik del dejavnosti v Gazi, velik del blaga, ki pride v Gazo, gre v zasebne roke. Te ljudje, da lahko to prodajajo in izvajajo svoje finančne operacije ter trgovino v Gazi, morajo vedno plačevati Hamasu. Tako je, Hamas pravzaprav, veste, subjekt, ki se je naučil, kako izčrpavati denar iz vse nedenarne in nevojaške pomoči, ki prihaja v Gazo. Poleg tega so tu še organizacije ZN, ki neprestano razdeljujejo denar prebivalcem Gaze, med prebivalstvo Gaze. In ta denar prispe elektronsko, da bi ga spremenili v gotovino, pa v Gazi primanjkuje bankovcev. To so menjavci denarja Hamasa, ki pobirajo provizije za to, včasih celo do 30%. Tako vidimo, da lahko Hamas vsak mesec zasluži milijone dolarjev iz vse pomoči, ki jo svet pošilja kot humanitarno pomoč v Gazo. No, trdili ste, da bi moral Izrael zapreti Kerem Šalom in da bi morali vsi viri dejansko iti skozi Egipt, mejni prehod Rafah. Ampak kako bi to finančno oslabilo Hamas? Kakšno razliko bi to naredilo? Mislim, da Hamas izkorišča možnost izsiljevanja Izraela.
Z Egiptom bodo imeli veliko več težav. Izrael je ves čas izsiljevan strani celega sveta. Ni pomembno, kaj Izrael naredi. Vedno bo izpadel kot tisti slab, za katerega lahko trdiš, da nadzoruje in omejuje vse te. Čeprav vemo, da gre vsak dan v Gazo na stotine tovornjakov, svet še vedno vidi Izrael kot tistega slabega, ki preprečuje pomoč Gazi. In pravim, da bi morali resnično pustiti Egiptu, da postane finančni in gospodarski prehod v Gazo. Bilo je tudi neverjetno, da je to edina vojna na svetu, v kateri Egipt kot država, ki meji na območje, kjer potekajo spopadi, ni odprla svojih meja in dovolila nekaterim beguncem, da prečkajo iz Gaze v Egipt. In Izrael bi moral narediti ravno nasprotno od tega, kar počne danes. Razglasiti bi moral Gazo za entiteto, sovražno entiteto, ne pa za nekakšnega gospodarskega partnerja in zapreti mejo ter dovoliti prebivalcem Gaze prost dostop do Egipta. Nekaj zanimivih vpogledov v notranje delovanje gospodarstva Hamasa. Ayad Al-Faraj, najlepša hvala, da ste bili z nami na II24 News. Najlepša hvala, Nikol.